Vprašali gospoda Kreka. Gospod Krek, kako odgovarjate, da izračunov ni? Ali so ti ukrepi dovolj utemeljeni? Prvo bi rekel, da je problem to, kar se vidi v tem studiu. Odlok je popolnoma jasen, da je treba masko nositi v zaprtem prostoru. Če pogledam gor je strop, so stene okoli in masko nosimo, vključno z vami. Je pa res, da tukaj upoštevamo vsa priporočila? Ne, gospa, jaz bom takole povedal. Treba je prebrati zadnji odlok in zadnji odlok zelo jasno pove, da je v takem prostoru potrebno nositi masko. Ne glede na to, 2 metra, 3 metre, 5 metrov, tukaj imamo kakšnih 5 metrov razdalje, ne? Glejte, treba se je začeti učiti, da se tiste stvari, ki se sprejmejo, tudi spoštujejo. Če pa se ugotovi naknadno, da niso v redu, se jih pa lahko spremeni. Naš problem je, da ukrepe, ki jih naredimo, ne spoštujemo. Ampak začeti je treba tudi v vladi, ne? Tam tudi nekateri ne spoštujejo ukrepov. Poglejte, ni samo vlada tista, ki ne spoštuje ukrepe, so še drugi. In tudi nacionalna televizija. Naslednja stvar. Treba je vedeti... Zakaj ste pa potem izdali dovoljenje Olimpijskemu komiteju za tisti dogodek, na katerem je bila tudi ministrica brez maske? Erika, smo včeraj vse napisali. Lahko pa tukaj še enkrat ponovim. Mi smo dali komiteju dovoljenje, da bojo vsi nosili maske, kot ste videli, jih niso nosili. In hkrati smo jim povedali, da morajo slediti vsem odlokom, ki bodo sprejeti do dogodka in da se morajo ravnati v skladu z odlokom. Odlok je bil popolnoma jasen, upam, da je popolnoma jasen tudi vsem. In Olimpijski komitej kot organizator se tega ni držal. Ampak vseeno ste prej rekli, da so večeri... Ampak še nekaj vam moram reči, tudi vaša televizija se ni držala, zato ker je snemala nekaj, kar ne bi smela snemati. Ne razumem točno, zakaj gre, ampak... Ne, vam čisto povem lepo preprosto. Če vi veste, da se nekaj dela protizakonito, ne morate tega vse splošno pokazati. Dobro, gospod Krek, da je to pustiti za... Ne, čakajte, gledajte. Ne vem sploh, o čem govorite, gospod Krek, bomo nadaljevali še s temo. Gospod Dobnikar, vi ste tudi